Spoštovani, seveda vsi mediji prisotni, dobrodošli v Zdravstvenem domu Ljutomer. Najprej se vam seveda iskreno zahvalim za vašo prisotnost na današnji tiskovni konferenci Zdravstvenega doma Ljutomer. Mi smo zdaj že nekako tradicionalno ali nekako tretjo leto zapored že peljamo to tiskovno konferenco, ker vam na nek način želimo s to tiskovno konferenco povedati, kaj delamo, kaj počnemo, kakšni so naši načrti, kakšni so cilji. Vidite, dogaja se pri nas, ko ste prihajali v Zdravstveni dom Ljutomer, prišli ste v veliko gradbišče, bomo tudi kaj o tem kasneje povedali. Sam zdravstveni sistem, kot veste, pretresajo velike novosti, velike spremembe. V letošnjem letu začel veljati zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pa moram reči, da seveda da bo imel tudi posledice in vpliv na naš zdravstveni dom, kar precej posega to v našo neko organizacijo notranjo, bo imelo neke trajnejše posledice. Lahko okrog tega tudi kasneje kaj povemo, no v glavnem smo vas pa danes povabili predvsem z razlogom, da vam predstavimo nekaj pomembnih informacij, predvsem rezultate ankete. Kot vsako leto smo izvedli zopet eno anketo z zunanjim izvajalcem, zunanjo agencijo, se pravi anketo zadovoljstva naših pacientov. Potem, da vam malo predstavimo našo preteklo poslovanje, se pravi investicije v preteklem obdobju, investicije, ki so v teku, se pravi naša gradnja, naši načrti za prihodnost. Vse to želimo seveda nekako deliti z vami v duhu preglednosti, ažurnosti, transparentnosti in zavezanosti k stalnemu izboljševanju naših storitev. Preden pa gremo na to, bi res se rad posvetil, preden se pa posvetimo tem številkam in načrtom, bi rad izpostavil pa res dva dogodka, ki sta to leto zaznamovala naš zdravstveni dom in sta, bi rekel, pomenila kot nek res poseben trenutek ponosa za naš zdravstveni dom. Ne zaradi priznanj samih, ampak kot dokaz, da res v Zdravstvenem domu Ljutomer delamo, stremimo k res k odličnosti, da imamo odlične ljudi, odličen kader in da res ogromno našega truda in energije vlagamo v dobrobit naših pacientov. Najprej bi rad izpostavil priznanje, ki ga je prejel naš zavod. Naš zavod, namreč pred 2 mesecema, smo prejeli naziv ze strani Zdravniške zbornice, naziv najzdravstvene ustanove v Sloveniji. Najzdravstvene ustanove, jaz malo vam tudi na slajdih prezentiram neke stvari. To priznanje nam seveda pomeni ogromno. To je v bistvu, bi rekel, nek rezime vseh teh naših prizadevanj skozi vsa ta leta, vsega tega truda, ki smo ga vlagali v samo neko delovno klimo, delovne pogoje in na koncu se je to res rezultiralo v tem, da je Zdravniška zbornica prepoznala v nas res tisti najzdravstveno ustanovo v Sloveniji. Kot drugo, pa nedavno nazaj, zopet zelo ponosni na še eno našo veliko priznanje, to pa je, če se spomnite, lani smo imeli najdružinskega zdravnika v Sloveniji, to leto pa imamo zobozdravnico Slovenije, ki je tukaj z nami in bo kasneje po tiskovni konferenci tudi pripravljen na voljo podati kako izjavo ali pa kakšen intervju. Skratka, seveda, tudi to priznanje je dokaz nekega, da ni vse samo v znanju in strokovnosti, ampak da je tudi v srčnosti in da res delamo z srcem, kar je dr. Žižkova tudi seveda lep dokaz za to. Če se spomnite, lani ob priznanju dr. Duha sem tu zelo, bi rekel, samozavestno dejal, da to ni bilo zadnje priznanje, ki smo ga v zdravstvenem domu prejeli. Takrat seveda nisem verjel, da bo naslednjo leto že zopet eno tako veliko priznanje, ampak res sem to dejal z prepričanjem, ker verjamem v naše ljudi tukaj, ker verjamem v sposobnost teh naših ljudi, ker vem, da zaposlujemo izredno dober kader, odličen kader in bilo je res samo vprašanje časa, ko bo še zopet kdo v slovenskem merilu izstopil in v bistvu se je to zgodilo že takoj letošnje leto. Tako da, še eno trineks podelitve v Ljubljani, ko smo prejeli nagrado za zobozdravnico. Skratka, če pa gremo malo naprej na to našo, bi jaz probal malo čim krajši biti, pa mogoče pol kasneje še s kakimi vprašanji, kaj odgovorimo. Skratka,
Delali smo zopet anketo z zunanjo agencijo. Anketa je potekala spletno v okolju upravne enote Ljutomer. Odzvalo se je nekje 400 anketirancev, izpolnilo anketo. Smo pa letošnje leto, za razliko od lanskih let, vseeno merili bolj izkušnjo oziroma storitve v samih ambulantah, za razliko od prejšnjih let, ko smo pa merili neko splošno zadovoljstvo z zdravstvenim domom Ljutomer. No, in moram reči, da nas je rezultat izredno presenetil, namreč že lani smo imeli izredno visoke ocene zadovoljstva, letos pa je kar 92% anketiranih izrazilo, dalo vedeti, da so zadovoljni oziroma zelo zadovoljni z izkušnjo ob obisku ambulante v zdravstvenem domu Ljutomer. Če malo pogledamo primerjavo z lanskim letom, ko je bilo 82% zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih z izkušnjo v zdravstvenem domu, je torej letos, kot smo že dejali, zadovoljnih s storitvami v ambulantah kar 92% anketirancev. Kot že rečeno, vzorec 391 ljudi, lokalna skupnost Ljutomer, anketiranje je potekalo nekje v mesecu aprilu, en mesec. Demografski podatki, nekoliko, se pravi 76% žensk, 23% moških je bilo anketiranih, 60% anketirancev je bilo iz občine Ljutomer, ostali so bili iz občine Križevci, nekaj iz Veržej in pa Razkrižje. Se pravi, so stari med 30 in 70 let, povprečno ti anketiranci, tako da to je toliko malo mogoče ena demografska slika tega. Še podatek, ki v bistvu ni dosti odstopajoč od podatka lanskega leta, ko smo delali to analizo zadovoljstva, je ta, da seveda največ ljudi obišče splošnega zdravnika, 40% anketiranih je dejansko obiskalo splošnega zdravnika, potem na drugem mestu so zobozdravstvo, laboratorije in pa seveda pediatrične ambulante. In to je tudi tisto, kar smo mi v bistvu prvi vrsti zavezani v primarnem zdravstvu, za kar smo prvi vrsti v primarnem zdravstvu zavezani poskrbeti, se pravi splošne ambulante, zobozdravstvo, pediatrija. Potem smo malo probali meriti v ambulantah, ker smo rekli, da v storitve, da zmerimo nekako zadovoljstvo storitev v samih ambulantah. Nas je zanimala ocena nekako prijaznosti in profesionalnosti osebja v ambulantah in kar 93% anketirancev ocenjuje zaposlene kot zelo prijazne in profesionalne. To mene recimo kot direktora zelo veseli, saj smo na tem področju v zadnjih 4 letih res vlagali ogromno nekega truda, ogromno se tudi na tem področju nekako izobraževali, gradili neke protokole, vrednote, na katerih delamo in mislim, da se to rezultira sedaj v teh rezultatih. Se pravi, 93% anketirancev je zelo zadovoljnih, ocenjujejo kot naše osebje zelo prijazno in profesionalno. Jaz mislim, da to potrjuje tudi seveda potrjuje uspešno delo tega našega osebja v ambulantah. Mogoče še naprej, smo malo povprašali, kako so pa anketiranci zadovoljni kako ocenjujejo ta čakalni čas v ambulantah. To vemo, da je kar pereča tema v našem zdravstvu, čakalne dobe, čakalni čas, ampak mi zdaj tu govorimo dejansko o tistem čakalnem času, ki ga pacient preživi, ko pride v čakalnico. In pogledajte, kar 68,5% vprašanih meni, da je ta čas kratek. Mi veste, smo že šli na sistem naročanja pacientov in pacienti načeloma, kateri so naročeni na pregled, praviloma ne čakajo dolgo. Se pa zna zgoditi, da prihajajo vmes pa kakšni nenaročeni z kakšnimi nujnimi zadevami, tisti mogoče malenkost morajo dlje počakati, ampak tudi to ne generalno, kar 68% vprašanih meni, da je čas kratek ali zelo kratek, kar res kaže na eno učinkovitost v naših ambulantah. Tukaj bi dejal še samo to, da smo mi sedaj trenutno pri splošnih ambulantah že pri 8 zdravnikih, pa imamo še 2 specializanta in na nek način smo začeli uvajati tudi, kadar ljudje prihajajo nenaročeni in bi se znalo zgoditi, da bi mogli malo dlje časa čakati, mu ponudimo tudi storitev pri katerem drugem zdravniku, ki ni tako obremenjen. Seveda, če želi pa počakati tudi svojega, pa lahko počaka svojega, mogoče takrat malo dlje mora tudi počakati.
Vendar mislim, da mi imamo dovolj kadra danes, da noben ne ostane pred vratami, vsakega oskrbimo, vsak dan vsakemu odgovorimo, vsak dan na telefonske klice, vsakega na nek način vsak dobi svojo storitev v tistem dnevu, ko jo dejansko išče ali potrebuje. Razen kadar seveda ni nekih nujnih stanj, se pa ljudje pač naročajo z kakim pardnevnim zamikom. To je to, se pravi, mogoče še malo vidimo tu kakšne izzive, vidimo, vendar jaz mislim, da smo tu kar dosti postorili v preteklih letih. Največja vrednota, pa če samo pogledamo, je ravno to, da mi v zadnjih 4-5 letih nismo en dan bili brez možnosti, da si pacient vpiše splošnega zdravnika, da se vpiše pri splošnem zdravniku, da se vpisujejo pri pediatriji ali pa da se vpisujejo tudi na zobozdravstvenih ambulantah. Ves čas v zdravstvenem domu Ljutomer imajo pacienti možnost, da se vpišejo pri svojih izbranih zdravnikih, zobozdravnikih, pediatrih. Kar mislim, da je zelo velika vrednost v tem okolju, še posebej, če gledamo, s kakimi težavami se na tem področju ukvarjajo drugi zdravstveni domovi po Sloveniji. Kako so se, malo smo hoteli vedeti, kako se pacienti počutijo v teh naših ambulantah, kako so nekako sprejeti ali se počutijo udobno v teh ambulantah, in kar 87% vprašanih je govorilo da to pomeni, da se velika večina počuti dobrodošlo in udobno, 10,3% se počuti delno dobrodošlo, kar nakazuje na manjše možnosti tudi za izboljšave. Vendar morate povedati, da tudi pacienti včasih pridajo z mogoče malo prevelikimi pričakovanji, mogoče z malo prevelikimi nekimi željami, ampak vseeno nekako stroka je tista, ki reče, kako bo neko zdravljenje potekalo, kako se bo pacienta obravnavalo. Največkrat moram reči, mogoče opažamo tudi, ko ljudje prihajajo na urgenco se jim tudi vljudno pove, saj vzamemo čisto vsakega, ne se to lahko moja pomočnica kasneje pove, jaz se opravičujem, ampak jaz sem ni povedal, kdo je zraven mene danes. To je moja pomočnica Renata Škrget, odgovorna za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Ljutomeru, in verjetno se bo kakšne strokovne teme lahko tudi ona, če boste imeli kako vprašanje, dotaknilo. Skratka, kaj sem hotel reči, ljudje prihajajo na urgenco, nekje 30% ocenjujemo je primerov, ki niso urgentni, in se tem ljudem tudi to vljudno pove, da mogoče je kakšne take primere bolj za splošnega zdravnika, kot pa za urgentno dejavnost. Zdaj, kako ljudje to vzamejo ali ne vem, ampak načeloma še vedno smo zadovoljni, ker vidimo, da se ljudje v naših ambulantah, ne glede na to, kako se jih obravnava, se počutijo dobrodošlo in udobno. Dosti smo v preteklosti vlagali v komunikacijo s pacienti, v obveščanje, ozaveščanje. Veste, dosti smo se tudi digitalizirali do teh nekih aplikacij, s katerimi lahko pacienti komunicirajo, s katerimi mi komuniciramo do njih, s temi SMS sporočili in tako naprej. Moram reči, da imamo spletno stran ažurno, vsakodnevno ažurno ažuriramo to spletno stran v primeru kakšne odsotnosti bolniške, kakšne nenadne odpadlih kakih pregledov in tako naprej. Skratka, in kar 93% akontiranih je zadovoljnih s tem obveščanjem na način, kot jih obveščamo. Se mi zdi, da je to pomembno, največ še vedno nekje 90% komunikacije oziroma obveščanja do pacientov pa beležimo preko spletne strani. Ostalo je recimo telefon oziroma ustna komunikacija na samem okencu. Ampak še vedno 90% ljudi pridobiva informacije preko spletne strani. Malo smo hoteli vedeti, kako so pacienti bili zadovoljni oziroma kako ocenjujejo jasnost pojasnil o zdravstvenem stanju, kako se pravi naši zdravniki, zobozdravniki, pediatri pacientom prenesajo informacije, ki se jih tičejo seveda, in moram reči, da smo tudi tukaj zelo visoko, zdravniki in drugo osebje uspešno komunicirajo s pacienti, vsaj vsi uporabniki ocenjujejo pojasnila kot jasna in razumljiva. Se pravi 75% in pa vedno dobi jasna pojasnila, 21% pa večinokrat. To pomeni kar 96% ljudi je zadovoljnih z pojasnili oziroma z jasnostjo informacije o zdravstvenem stanju. Jaz mislim, da tudi to ključen element za zaupanje v zdravstveno oskrbo in seveda to učinkovito zdravljenje.
To sem že malo prej povedal, mogoče odlična dostopnost do informacij o storitvah. Prej smo rekli, da tudi mi komuniciramo s pacijenti prek nekih teh digitalnih kanalov, oboje stransko, do zdravnika se je zelo dobro prijel, potem SMS sporočilo, ljudje pa pač iščejo informacije, ki jih zanimajo tudi na naših spletnih straneh in tudi tukaj je, bi rekel, 9 od 10 uporabnikov ocenilo to dostopnost do informacij kot zelo pozitivno. Vse to so nekako, bi rekel, rezultati nekega večletnega prizadevanja, truda. Mislim, mi smo sicer na tem, da bomo spletno stran še izboljšali, da bomo jo nadgradili še dodatno, ampak to bomo naredili šele takrat, ko bomo tudi prišli v nove prostore, zgradili nadgradili zdravstveni dom in takrat bomo tudi neko tako celostno podobo na novo tudi spostavili. Torej, če povzamem malo to anketo, jaz sem kar precej skrajšal, ker jaz smo tu kar tega na 30 straneh analize. Skratka, če povzamemo, kaj je bilo anketirancem v ambulantah najbolj všeč, se pravi izstopa prijaznost osebja, naprimer zdravnikov, medicinskih sester, tudi naših informatorjev na teh stopnih točkah, ki jih imamo, ali bodi si na okencu, ali bodi si na telefonih. Potem strokovnost zdravnikov in razumljiva komunikacija. Pogosto se tudi pojavljajo pohvale za oseben pristop, predanost delu in občutek, da pacient ni le številka. In to se mi zdi zelo pomembno. Izpostavili pa so še seveda tudi dobro organizacijo, možnost hitrega dostopa do zdravnika, dogovori prek informatorjev in digitalnih kanalov, predvsem pri mlajši populaciji to beležimo, da je tega zelo dosti. Teh komunikacij je več ne preko telefona in ne osebno, ampak kar prek teh digitalnih kanalov. Potem sama urejenost prostorov in občutek domačnosti v ambulantah. No, veliko anketirancov pa je tudi poimensko izpostavilo nekatere zdravnike in sestre, ki so jim pač posebej pustili pozitiven vtis. Tako da to mogoče o sami anketi. Mi bomo s temi anketami nadaljevali. Zdaj res je, da smo dosegli res ta neki nivo zadovoljstva, katerega seveda že lani smo rekli, da nam je cilj obdržati tisti odstotek zadovoljstva. Zdaj smo, ko gledamo konkretno samo zadovoljstvo z storitvami v ambulantah, je ta odstotek še višji. Seveda nam je cilj to ohraniti. Mi bomo naprej peljali vse te aktivnosti, ki jih peljamo že danes in ki smo jih peljali v preteklosti, da bomo to ohranili. Predvsem mislim tukaj na delo z ljudmi, na medsebojnih odnosih, na neki dobri delovni klimi, na pozitivni delovni klimi. Še vedno sem mnenja, kot od vsega začetka, da je samo res tisti zadovoljen zaposleni, ki bi rekel, lahko zadovoljen zaposleni res čuti tisto pripadnost in da od sebe to, kar se na nek način od njega pričakuje in seveda to potem čutijo tudi pacijenti. Tako da še naprej bomo delali, se pravi, na zaposlenih, na teh odnosih in na tem, kot smo delali naprej, do zdaj. Zdaj mogoče, če se malo dotaknem še, ker smo zdaj nekako sicer že polovico leta mimo, prej nismo nekako uspeli tega speljati, te tiskovne konference, mogoče malo o samem poslovanju. V lanskem letu moram reči, da smo že leta, ne vem, če spremljate, bi rekel, eden boljše finančno stoječih zavodov v Sloveniji. Jaz še vedno pravim, da je to posledica predvsem tega, da vsako leto znova, kot isto tudi lani, opravimo res čisto vse storitve po pogodbi, ki jih moramo opraviti do zdravstvene zavarovalnice. Naredimo vse storitve in še nekaj več. Imamo, se pravi, kadrovsko smo zasedeni, kadra imamo dovolj in to se seveda rezultira tudi v vseh teh storitvah, ki jih opravimo, kar pa posledično vpliva tudi seveda na neko samo finančno poslovanje zavoda. Lani smo tako ustvarili 9,3 milijona evrov prihodka v poslovnem letu, kar je 6% več kot leto prej, in pa ustvarili 660 tisoč evrov presežka prihodka nad odhodki, kar nas je lani naredilo kot neki drugi najuspešnejši finančni zavod v zdravstveni dom v Sloveniji. Kot veste, mi po zakonu smo dolžni te presežke vlagati naprej v razvoj. V razvoj, seveda vidite, smo sred gradnje, vsi ti presežki preteklih let se bodo
se bodo namenili v to investicijo, ki je v teku, v investicijo nadgradnje, o kateri bom pa mogoče malo več povedal še kasneje. V lanskem letu smo poleg tega, da smo, se pravi, poleg teh podatkov, ki sem jih omenil, smo vložili v osnovna sredstva tudi nekje 824 000 evrov, to je v bistvu največ doslej v zadnjih 5 letih. Kot veste, ne vem, ali ste seznanjeni, kupili smo nove prostore za izvajanje fizioterapije v velikosti nekje 300 kvadratnih metrov, potem nabavili novo reševalno vozilo, nabavili ortopan, nabavili smo še nekaj več nekih aparatov, kot so urinski analizator za laboratorij, nabavili dve vozili za potrebe sanitetnih prevozov in tako naprej, tako da je bilo vsega skupaj 824 000 evrov. Mogoče sama ta številka toliko ne pove, če pa vam povem, da je naša amortizacija letna nekje 300 000 in nekaj evrov, to pomeni, da smo vsi tisti, ki malo ekonomijo poznajo, 3-kratno vrednost amortizacije vložili nazaj v naložbe, kar je seveda ogromno. Ogromno, in če še samo malo spomnim, da smo v preteklih letih tudi že ogromno vlagali, tako da smo v zadnjih 4-5 letih nekje imeli naložb 2,5 milijona. No, smo pa seveda zdaj pred tisto neko našo največjo naložbo, ki je v teku, v vrednosti 3,5 milijone. Pa preden še pridem tja, bi rekel še, meni se zdi pomembno tudi to, da jaz smatram stroške izobraževanja ne kot stroške, ampak investicije v zaposlene, zato sem jo tudi dal tu pod investicije, se pravi tudi 100 000 evrov lani smo namenili za izobraževanje zaposlenih. Zopet mogoče podatek sam po sebi ne pove nič, vendar v povprečju, če vam pa povem, da v povprečju slovenski zdravstveni zavodi na zaposlenega namenijo 400 evrov, smo mi namenili 850 evrov na zaposlenega v izobraževanje. To pomeni enkrat več, kot je, bi rekel, nekaj povprečje v Sloveniji. Še vedno smatram, da je to dobra naložba, vsi tisti rezultati pozitivni, ki smo jih prej omenjali, se mi zdi, da so tudi rezultat tega, da vlagamo v lasten kader, da vlagamo v svoje ljudi in da se res izpopolnjujemo na vseh področjih. Kot že omenjeno, smo sred večje investicije. Mogoče samo spomnim, da smo lanskem letu v jesenu sprovedli javni razpis za izgradnjo naše nadgradnje v zdravstveni dom. Prijeli smo nekje 6 ponudnikov, najcenejše je bilo komunalno podjetje Ormož, ki trenutno že izvaja to gradnjo. Skratka, vrednost investicije, kot se rečeno, 3,5 milijona. Naj spomnim, da smo 1 400 000 dobili tudi zagotovljenih nepovratnih sredstev za to investicijo. Investicija bo predvidoma trajala do junija oziroma julija leta 2026, se pravi opremljanje nekje bo potekalo julija 2026, otvoritev teh novih prostorov pa planiramo v letu predvidevamo v septembru 2026. Ravno kar je trenutno zunaj tudi razpis za nabavo opreme v teh novih prostorih, mesec dni bo ta razpis odprt. Tako da pričakujemo pa seveda tudi tu nekje vrednost tega razpisa približno 500 000 evrov. Lahko samo povem pri tej investiciji, da seveda dela so zdaj že v teku, kar precej, čisto v začetku seveda se kar precej del pojavilo že neplanskih, neplaniranih, predvsem ker smo se odločili nekaj stvari porušiti, pa vseeno na novo graditi, kar prvotno ni bilo v planu, in seveda takrat smo tudi naleteli na zelo slabo temeljenje teh starih prostorov in seveda je potegnilo to za sabo tudi vse večje infrastrukturne naložbe v ta nove infrastrukturne naložbe v ta objekt, dodatne. Skratka, še nekaj načrtov, ki jih imamo za naslednje leto oziroma za to leto, pa tu bom dal jaz malo besedo moji pomočnici Renati. V glavnem, moj glavni cilj seveda je, da uspešno zaključimo to nadzidavo. Pri tem bi rad povedal, da seveda to nadzidavo bomo speljali predvidoma, če bo šlo tako naprej, kot zgleda, brez nekega dodatnega zadolževanja, brez dodatnega obremenjevanja naših lastnikov, občin. To pomeni, se pravi, da bomo z nekimi lastnimi presežki iz preteklih let in z temi nepovratnimi sredstvi, ki smo jih pridobili, verjetno uspeli to investicijo tudi finančno pokriti. Tako da mogoče pa še kar zadeva nekih ciljev in načrtov, za kar se zadeva širitev samih dejavnosti v zdravstvenem domu, pa mogoče Renata bi tebe dal besedo. Izvoli.
Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot je direktor že povedal, bi še jaz nekaj dodala k tem našim ciljem za leto 2025 in pa 2026. In sicer zadali smo si, da bi želeli razširiti naše programe, se pravi čim več storitev približati v domače okolje uporabnikom. Tako nekako lobiramo za programe, se pravi razširitev pulmologije, ki jo že imamo, potem želimo na novo pridobiti program ortopedije, dermatologije, urologije in pa klinične psihologije. Vsi ti programi so nujno potrebni oziroma za njih smo se odločili predvsem zato, ker so dolge čakalne dobe in zaradi sled tega, se pravi z dodatnimi programi, bi tudi te čakalne dobe skrajšali in kot sem že rekla, tudi pripeljali v domače okolje. Naj povem, da se že pogovarjamo z izvajalci, zdravniki, ki bi to dejavnost opravljali. Tukaj nas tudi veže sedaj novi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je malo bolj, bomo rekli, zožuje nabor izvajalcev, kateri, ampak bom rekla, da izvajalce že nekako imamo, tudi imamo podporo na Ministrstvu za zdravje, vse programe pa mora tudi nam potem odobriti Ministrstvo za zdravje. Nadalje si želimo večjo prepoznavnost aktivnosti Centra za krepitev zdravja. Kot veste, je to center, ki opravlja preventivno dejavnost, se pravi preprečevanje bolezni, širjenje med ljudi v lokalno skupnost, delovna podjetja. Bom rekla, da smo zelo prepoznani, oglašamo se tudi v medijih, smo prisotni na različnih dogodkih v lokalnih skupnostih, ob različnih dnevih. En velik projekt, ki ga Center za krepitev za zdravje pripravlja to jesen, pa je kot en dan odprtih vrat Centra za krepitev zdravja v dvorani Šic nekako z imenom Kako biti fit, kjer bomo sodelovali tudi druge enote zdravstvenega doma Ljutomer. Kot veliko pridobitev oziroma širitev si želimo razširiti, se pravi dispanzer mentalnega zdravja in klinične psihologije. To sta zdaj kot dve enoti, to želimo ustvariti kot eno enoto. Naj povem, da želimo, kot sem že prej omenila, pridobiti še eno tim dispanzerja za klinično psihologijo, tudi z namenom, ker imamo eno specializantko klinične psihologije, ki je lansko leto vpisala in je v prvem letniku. S tem bi nekako tudi to mentalno zdravje spostavili kot eno posebno organizacijsko enoto za sebe. Ohranjati in krepiti želimo prepoznavnost zdravstvenega doma Ljutomer, tako za občanke in občane, se pravi z nudenjem naših preventivnih dejavnosti, preprečevanjem obolevanja, zdravljenjem na vseh področjih, kakor tudi učnega zavoda, na kar smo še posebej ponosni. V našem zavodu imamo ogromno mentorjev, tako za zdravnike, zobozdravnike, kakor tudi kader zdravstvene nege. In za pridobivanje tega certifikata učnega zavoda tudi moramo opraviti določene, se pravi, postopke izobraževanja in to si želimo tudi v bodoče. Ohranjati želimo strokovnost, prijaznost in pa seveda srčnost zaposlenih zavoda, to je naša vloga, bomo rekla naša vizija, kar nam uspeva z medsebojnim spoštovanjem, se pravi medsebojno dobro komunikacijo, reševanjem konfliktov, ker tudi do teh pride, kakor vse povsod in jih sproti rešujemo. Zelo pomembno se mi zdi medgeneracijsko sodelovanje, se pravi povezovanje mladih zaposlenih z starejšimi, ker starejši se lahko, povem, nekaj kar dosti naučimo od mladih, mi pa njim lahko tudi predamo naše znanje, se pravi, ki ga pridobivamo z leti. Tako nekako smo si zadali, se pravi, ostati še naprej dober zdravstveni dom, uspešen in pa prepoznaven predvsem za naše paciente. Hvala. Ja. Še mogoče dva stavka. Na začetku sem omenil ta zakon o zdravstveni dejavnosti. Kot rečeno, mi smo bili zdaj že kar nekaj let tudi primer dobre prakse v Sloveniji, v organizacijskem smislu, kot strokovnem smislu. In nažalost moram reči, da je sedaj ta zakon o zdravstveni dejavnosti tudi zelo posegel v samo organizacijo, v mikroorganizacijo našega zdravstvenega zavoda, kot seveda tudi ostalih zdravstvenih zavodov. Smo pred kar številnimi izzivi zaradi tega. Predvsem moram reči, da nam je poseglo tu predvsem na strokovno vodenje. Dr. Jasmina Kolar kot strokovna vodja se bo najverjetneje z 1.1.2026 v tej funkciji morala posloviti, ker so pač pogoji taki, kot so, in seveda škoda je, da osebni zdravnik, da bi mogel delati 60%, kot zakon veleva, strokovno direktorovanje ali delo strokovnega direktorja, seveda ni racionalno za enega družinskega zdravnika, kakor tudi za nobenega drugega zdravnika.
moram reči, da je to zelo, bom rekel, malo nepremišljena dikcija v zakonu, da se tudi v malih zavodih, kjer je že direktor 100% zaposlen, še 60% mora zaposliti tudi strokovni vodja, kjer pa mora imeti še seveda en kup nekih drugih pogojev. In jaz vam lahko danes povem, da v zdravstvenem domu Ljutomer niti enega zdravnika ni, ki bi imel pogoje, da bi lahko bil strokovni vodja. Mi smo seveda to že izpostavili na ministrstvu pa na združenje, da imamo to težavo, koliko vem, nismo edini v Sloveniji in to je en izziv, ki ga imamo. Potem so še tudi drugi izzivi, tudi člani sveta zavoda, zahteve za člane sveta zavoda so strašno visoke v tem trenutku. Tudi tu bi rekel, trenutno sicer mandat velja do konca, ampak tudi tu smo zadnjič z župani malo že premlevali o tej problematiki. Bodo imeli tudi lokalne skupnosti težavo, sploh najti kandidate, ki bodo ustrezali pogojem za zasedbo mest svetov zavoda, saj bi mogli imeti zopet neke šole v menedžmentu in ne vem, kaj vse bi mogli upraviti in ne vem, ali bo to izvedljivo. Tudi pogoji za direktorja so se zelo zaostrili. Moram pa reči, da so še tudi druge stvari, ki nam zelo vplivajo na našo delo. Predvsem je tukaj, če se spomnite, mi smo par let nazaj dali privat zobno tehniko in takrat, ko smo začeli, dali v najem tudi naše prostore in takrat smo mi seveda začeli zelo širiti dejavnost zobozdravstva, tudi zelo raste z storitvami, s protetičnimi storitvami, no, na kar je zdaj tudi zakon prepoveduje, da delamo z zasebnimi zobotehničnimi laboratoriji in to pomeni, da imamo tudi tukaj zdaj veliki izziv, kako bomo te storitve v bodočnosti naprej zagotavljali. Seveda smo mi seveda vse te opazke, vse te pripombe že dali. Jaz upam, da bo tudi neki glas razuma na nivoju države vseeno in da bo prišlo do nekih sprememb, ampak zaenkrat je tak, da ostajamo seveda brez strokovnega vodja v najverjetneje zelo kratkem času in da ne vemo, kako bomo reševali tudi našo zobno tehniko in seveda posledično vse te naše zobozdravstvene ambulante, ki so zdaj zelo dobro na nek način dobro zalaufale. Tako da to toliko, kar se tiče samega zakona o zdravstveni dejavnosti, so še neke druge stvari, seveda, tudi lokalne skupnosti oziroma občine, lastnice bodo morale pristopiti k spremembi akta o ustanovitvi, seveda tudi statutov, tako da vse to smo pa tudi že prejšnji teden z župani imeli en sestanek in smo se tudi vse te stvari že pogovorili. Tako da, ne vem, jaz bi mogoče na tej točki to, kar smo imeli neko vsebino, res malo skrajšal vse te analize, pa to mogoče zaključil, pa evo, mogoče še prepustil van, če so kakšna vprašanja, kakšne želje po kakšni izjavi. Z nami, kot rečeno, je tudi naša nagrajenka letošnja, dr. Žižek Mraz Rahela in je seveda danes tudi pripravljena na kakšno izjavo, če ste seveda zainteresirani za to. Jaz mislim, da je to za naš zavod in kot za celotno našo regijo, da imamo take ljudi, take strokovnjake med sabo, zelo velika dodana vrednost. Tako da jaz bi tako predlagal, da jo izkoristite danes, če možno. Tako da hvala lepa, no. Zdaj pa mogoče že kakšno vprašanje. Če bi vam vprašala ginekološko-porodniški oddelek, mislim, da gre počasi gospod doktor v penzijo, ste kaj premišljali v tem? Ja, hvala za to vprašanje. Sem si prej zapisal, ko moram to povedati, pa se ne bo pozabil. Tako da hvala, ja. Ravno 10 dni nazaj sva z dr. Šepičem imela sestanek, ginekologom našim, ki ima trenutno izvaja dejavnost v obliki koncesije. On mi je na nek način zagotovil, da bo še do konca naslednjega leta to dejavnost izvajal. Tako da to smo še na nek način leto pa pol še imamo zadevo pokrito. Smo pa mi seveda takrat bomo kot zdravstveni dom prevzeli to dejavnost in takrat se pa že dogovarjamo tudi za nek prehodno obdobje, namreč imamo mi svojo štipendijsko ginekologinjo, ki bo seveda še mogla opraviti specializacijo. V tem času pa bomo pač to dejavnost v Ljutomeru pokrili z 2 ali pa s 3 pogodbenimi izvajalci. Tako da dejavnost vsekakor bo tekla nemoteno. Je tako, Renata, še kaj? Drži. Vseh zaposlenih kadrov pa koliko?
rekli ste, da vas je dovolj, to je koliko? Mi zdaj trenutno, vse skupaj nas je zaposlenih 135, 134 pravzaprav. Vsaki dan se ta številka malo spreminja, ker vedno znova zaposlujemo. Imamo tudi kar nekaj pripravnikov, zdaj trenutno mogoče ne, ampak zdaj ob koncu šolskega leta bomo zaposlili kar nekaj pripravnikov oziroma vzeli, ker smo kot učni zavod, kot je Renata rekla, in se nam pridruži kar nekaj pripravnikov, takrat ta številka seveda tudi bistveno naraste. Je pa tako, 8 imamo družinskih zdravnikov, 8 ambulant, 2 specializantke družinske medicine, ena bo tudi že naslednjo leto takšnega časa prevzela svojo ambulanto, ena je zdaj začela komaj z specializacijo, imamo še v ozadju enega štipendista, tudi za družinsko medicino, potem imamo 6 zobozdravnikov, v roku 1 ali 2 mesecev se nam pridružuje še ena, ki bo pokrila otroško zobozdravstvo v Križevcih. Imamo 4 pediatrinje, tako da imamo psihiatra svojega, imamo seveda zaseden dispanzer medicine dela. Tudi tukaj moram reči, da se pogovarjamo že z 6 dodatnimi zdravniki, da bi prihajali k nam, se smatramo na nek srednji ali pa dolgi rok, da bo to v Pomurju kar znalo biti izziv, se pravi medicina dela. Tako da tudi na tem področju že razmišljamo. Aha, ja, še to, hvala, doktorica, ja. Imamo tudi svojega ortodonta na specializaciji v Ljubljani, tako da pričakujem v roku 2 let, da bomo imeli tudi svojo ortodontsko ambulanto, se pravi za ves poln delovni čas. Tako da to so neke kadrovski preseki trenutno. Pa ja, seveda so odzivi, kar moram reči, so nas tudi povabili k predstavitvi teh dobrih praks na te konference, kaj jih imamo. Ampak mi raje ostajamo tudi na zemlji, pa se ukvarjamo sami s sabo, nočemo, bi rekel, zaradi tega zdaj neke euforije zganjati. Lepo je seveda ob vseh teh priznanjih, ob vseh teh nagradah, ampak jaz kak direktor se zavedam, da če ne bi bilo takih ljudi, pa takega kadra od mene, pa v tem zdravstvenem domu, da vsega tega ne bi bilo, no. Tako da jaz še vedno gradim, bi rekel, na timu, na kolektivu, na našem kolektivu, na teh odnosih in se mi zdi, da je to najbolj pomembno, no.